Čau, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes bomo snemali True Crime video in sicer o Elisa Lam. In prvo kot prvo se vam moram opravičiti za to, ker sem bila pred parimi urami na gastroskopiji in se res ne počutim ok. Teda, če bo ta video malo all over the place, ful mi je žal. Pa ful mi je bad zaradi, ker pač edinega, ki sem imela pripravljenega, je bil Elisa Lam, ki je en izmed najbolj zanimivih videov, tako da, če do tega zajebem, bom ful jezna sama na sebe. Teda, gremo video. Malo ste poševni. Torej, Elisa Lam se je rodila 30. aprila 1991 in to bom dala njeno pravo ime. V glavnem, to je en izmed najbolj zanimivih primerov in najbolj bizarnih smrti, kar sem jih jaz kdajkoli videla. Verjamem, da skoraj vsi poznate ta primer, ker je bil vse posod na YouTubeu, glavnem vse povsod je to bilo. Bila je študentka, ki je prihajala iz Kanade in sicer študirala je v tej univerzi, da ne vam dala preveč podatkov, ker eni to ful moti. Najdena je bila v cisterni, je tudi cisterna, ne, v zbiralcu vode v hotelu, ki se imenuje Cecil Hotel. Najdena pa je bila 19.2.2013, torej pred 5 leti. Njo so pa v bistvu odkrili samo zaradi tega, oziroma pač našli so jo na tak način, ker so se gosti hotela pritoževali nad okusom, slabim pritiskom vode in pa pač na splošno čudni barvi vode. Prav tako pa je 5 dni pred tem, ko so pač našli njeno truplo, LAPD, torej Los Angeles Police Department, pač so izdali video, ki je šokiral celo javnost, kar boste videli kasneje, ko bom govorila o tem videu. In tako so potem njo našli. Zdaj pa gremo v zgodbo, kako se je to vse poteka, vse. Elisa je sicer hčerka migrantov iz Hongkonga, ki sta v Kanadi odprla restauracijo in pač tam je ona živela. Sicer pa ne bom zdaj govorila preveč o njej preteklosti, ker ta video bo že itak ful dolgi. Glavnem gremo na to, ko je ona sama šla potovat. Elisa Lam je potovala sama v Ameriko in prva je obiskala San Francisco Zoo, pač živalski vrt. In tam tudi objavila slike, ki jih je slikala na Instagramu oziroma njeno socialno mreže, ker v tem času je že bilo social media and stuff. Tako da ja. 26. januara je prispela v Los Angeles, kjer se je čez 2 dni čekirala v ta Cecil Hotel, kjer je stanovala. Prvo so ji pripisali, oziroma prvo je dobila ključe od sobe na 5. nadstropju, ampak se je kasneje njena roommate oziroma sostanovalka pritoževala nad čudnim obnašanjem, oziroma pač ja, vse, kaj je bilo razloženo, je, da se je čudno obnašala. Za kako čudno obnašanje ne vem, ampak bilo naj bi neko čudno, nenormalno obnašanje. In zato so pač v bistvu potem Eliso premestili v drugo sobo, da je pač imela svojo sobo. Preden še kaj druga povem, bom tudi povedala to, da je Elisa Lam, oziroma da je bila Elisa diagnozirana z bipolarno motnjo, torej imela tudi tablete proti temu, kar bom več govorila, potem boste videli, zakaj je to pomemben faktor, da je ona imela bipolarno motnjo. Poleg tega, da je imela bipolarno motnjo, pa naj bi se bojevala oziroma spopadala tudi z depresijo. Njena družina trdi, da nikoli ni imela samomorilske misli, da nikoli ni bila nevarna, ampak so kasneje ugotovili, da naj bi bil nek čas, ker naj bi ona bila za nekaj dni pogrešana, oziroma da niso vedeli, kje je. Sicer pa je tudi njena družina to skrivala, ampak to se meni ne zdi tako noro, mislim tako nenavadno, zaradi tega se mi zdi, da dosti ljudi mentalne bolezni še vedno zelo radi prekrivajo, ker je tak tabu, oziroma takoj, ko nekdo ve, da imaš ti mentalno bolezen, si nekako odrinjen, tako da se mi to ne zdi čudno, da oni pač so to skrivali na nek način. Nekje na sredini leta 2010 je Elisa začela z blogom, pač ker je objavila slike od modelov in take stvari. Kasneje je ta blog zaprla, oziroma ga opustila in odprla neke vrste blog na Tumblrju, kjer je pač potem objavila zgodbe. Ta Tumblr potem bo malo kasneje, malo bolj pomembno, teda zato govorim o tem, da ne o tem misli, kaj zdaj bluzim. Zdaj pa gremo na njeno izginotje. To je tako čudna beseda, kot da ni prava. Ker v angleščini je disappearance in se čuje ok. Glavno gremo na ta dan, ko je ona izginila, torej odkar je ona pogrešana. Kako so torej oni ugotovili, da je pogrešana? Elisa je sicer vsak dan poklicala svoje starše v Kanado in se pač pogovorila z njimi, povedala, kje je bil njen dan, pač vse o tem. Na 31.1.2013 pa tega ni naredila in zato sta vlada starša bila začudena, verjetno sta, mislim, definitivno sta poskušala kontaktirati, ampak ker nista dobila, sta se odločila, da poklicala policijo. Itak sta poklicala Los Angeles
police department, ker pač je bilo to najbližje tam, kjer ona bila. Tudi njena oče in mama, oče in mati, tudi njena starša sta kasneje prišla v Los Angeles, oziroma ne kasneje, takoj, ko sta lahko sta prišla v Los Angeles, da bi pomagala pri iskanju njune hčerke. 31.1. bi tudi Eliza mogla zapustiti ta hotel Cecil, ampak tega ni naredila. Njen namen je bil, da bi odšla v Santa Cruz in pač potem nadaljevala njeno potovanje. Nažalost se to ni zgodilo. Delavci hotela so rekli, da ko so videli, da je bila sama, je pa tudi še ena druga oseba, ki jo je videla na 31. januarja, in sicer ženska po imenu Katie Orphan, ki jo je videla, oziroma ki je tudi neka menedžerka knjigarne v bližini tega hotela, in je Eliza bila pri njej v trgovini in kupovala neka darila za starše in za domače in pač bila kao, kjer knjige lahko kupi, da ne bo kovček predragi, bla bla bla. In pač to je v bistvu bilo zadnjo. Je pa tudi sama Katie rekla, da se je zdela Eliza čist normalna, čist srečna, čist ok. Tako da nič ni z njo mentalno bilo narobe, da je bila za nekaj depresivna, da bi hotela kaj si narediti. Tako da to je, mislim, da bila zadnja oseba, ki bi jo videla, oziroma ki se sploh spomni, da je videla. Noben drug se ne spomni, da bi Eliza videl. Policija je preiskala cel hotel, oziroma pač preiskali so ga toliko, koliko so ga lahko, torej njeno sobo, pa pač okolje, zaradi tega, ker druge sobe bi lahko preiskali, razen če bi pač imeli nek tehni razlog, torej kot sem rekla, imeli so zraven tudi pse, ki pomagajo pri tem, torej če bi kakšen pes mogoče tam kaj zavoha, ali pa če bi imeli kakšen razlog, da preiščejo kot drugo sobo, da bi, drugače pa ne. Ne vem, zakaj vam dobro, ok. 6. februara, torej en teden potem, ko je bila Eliza nazadnje videna, policija oziroma Los Angeles LAPD so se odločili, da rabijo pomoč pri tem, torej da sami niso nič kaj našli in so začeli širiti njeno sliko na social media in pa po vseh, pač v vseh medijah, v bistvu, tudi na televiziji in take stvari, da bi Elizo našli. Potem je na 14.2., torej 2 tedna po njenem izginotju, oziroma še en teden kasneje, se je LAPD odločila, da bo izdali video nadzorne kamere, na katerem se Eliza obnaša zelo čudno, tako zelo čudno, in to je ta video, ki je pretresel oziroma šokiral celotno širšo javnost, ki ga bom zdaj kmalu predvajala. Ta video je tudi, mislim, da zadnji video, v katerem je Eliza še živa, oziroma v katerem so sploh njo videli. Glavnem, video bom predvajala zdaj. Torej, tu na začetku ona stopi, mislim, odpre dvigalo in stopi noter. Verjetno ste že vsi videli ta video. Ful čudno je, ker realno ne vem, če ste že videli koga, ki bi delal te stvari, sploh pri njeni starosti, ker več ni otrok, da bi poklikala toliko gumbov. Ful čudno je, ne vem, žena pozicija v dvigalu. Najbolj čudno je to, kaj se zdaj seveda dogaja, mislim, ful creepy, res ful. Sploh ne morem tega gledati več. Pač zgleda, kot da bi se skrivala pred nekom, pač realno kot neki otrok, ki bi se igral z nekom. Ni tako čudno, da se ta vrata še niso probala zapreti. Pač v njem vidite to dvigalo, Eliza pa pač čist malo zunanjega dela hotela. To pa je v bistvu vse, kaj vidiš. Teda ne veš, če je še kdo z njo, a ne. Sicer je dosti teorij, da naj bi nekdo tu njo gledal in ji grozil neke vrste, pač da bi ona bila ogrožena. Ampak, ko gledaš ta video, jaz ne bi glih trdila, da je ona se počuti ogroženo, ker zgleda, kot da je 5-letni otrok, ki se igra. Pač recimo to zdaj spet, ko neka klika, pa skozi vun hoji, pač ful, ne vem, ful je čudno. Poleg tega meni se zdi, da če bi ona bežala pred nekom, bi definitivno takoj zaprla. Glej to, glej to. Oh my god, Ful creepy. Groza.
Ful čudno, da se ta vrata ne zaprejo tako dolgo. To se meni zdi zelo čudno, ne vem, če se vam to ne zdi čudno, ker vrata v dvigalu se ponovadi zaprejo. Aha. No in potem se odprejo v drugem nadstropju. Pač to je ta video, ki je zelo creepy in ta video je povzročil tako, v glavnem, ogromno vprašanj, ogromno teorij, v katere bom prišla malo kasneje. Torej, ta video je bil objavljen, kot sem rekla, na vseh medijih, bil je v teh nekem kitajskem, kot neki YouTube, samo da se imenuje Youku, v katerem je, mislim, da v 10 dneh dobil več kot 3 milijone ogledov in pa več kot 40.000 komentarjev, kot sem rekla, le v parih dneh po objavi. Večina ljudi ne more tega videa gledati, oziroma jim je lahko neprijetno v te videa, tako pa meni, tako verjetno vsakemu, ker je pač zelo čudno, pa si tak. Kot sem rekla, dosti teorij, ki pač pojasnjujejo njeno obnašanje. Prva teorija je itak, da bi bila na drogah. Torej, ne bi bila, ali bi trav kadila, LSD, pač bilo kjer droge imala, kar jaz sicer ne točno verjamem, mislim, da sploh verjamem in pa mislim, da tudi potem, ko so našli truplo, kam govorila kasneje, niso našli dobenega tehnega razloga, da bi ona dejansko bila pod kakim vplivom. Druga teorija je, da bi ona želela na tak način pobegniti, ker sem že govorila med videom, jaz osebno tega ne verjamem, torej, da naj bi ona se skrivala pred nekom in hotela pobegniti, pač, ne vem, ni izgledalo tako, da bi, ker mislim, da če bi hotela pobegniti, bi ona ostala v dvigalu in šla s tem dvigalom gor v eno izmed teh nadstropij in pač probala nekako pobegniti. Definitivno pa ne, da bi ona ostala na tistem nadstropju, pač ne vem, ful čudno. In pa tretja teorija, seveda, se je to dogajalo zaradi njene bipolarne motnje, oziroma naj bi imela neke vrste psychotic epizodo. To, ne vem, kako se temu reče v slovenščini, moče bom tu najdla prevod, glavne psychotic episode, kjer je nekdo, ko ima, ne vem, to neko bolezen, bipolarnost ali bilo kaj drugega, pač ima neko epizodo, neki napad in v bistvu se ful čudno obnaša, kar jaz sicer nimam dobene izobrazbe z tega, da ne vem, če se to dogaja pri ljudeh z bipolarno motnjo, da imeli take vrste napad, da bi pač, to bi jaz prej pričakovala pri nekomu, ko ima skizofrenijo ali pa pač neki personality disorder ali pa pač kaj tajega, ne vem, samo pač jaz pojma nijak to deluje, tako da, ne vem, se mi to zdi, da če bi bilo to zelo razumljivo. Definitivno se zgleda, kot da se nekaj dogaja z njo, meni zgleda kot neki otrok, ki se igra z drugim otrokom. Veliko ljudi misli oziroma je reklo, da verjamejo v to, da ta video ni originalen oziroma da naj bi nekdo nekaj naredil s tem videom, torej ga uredil, zedital, naj bi bajeda v tem videu manjka okoli 1 minuta footage-a, ampak ko sem brala in raziskovala, eni menijo, da so to vun zrezali zaradi tega, ker je nekdo tam noter, ki je Elizi nekaj naredil, torej morilec, kakorkoli, medtem ko drugi verjamejo, v kar jaz tudi močem, jaz ne vem, v bistvu, kaj tu verjamem, čudno se mi zdi, da bi del videa manjkal. Glavnem, druga teorija tega pa je, da naj bi del videa manjkal zaradi tega, ker ja, mogoče je kakšna druga oseba na posnetku, ki je prišla za Elizo in hotela iti v to dvigalo in je povedala, da so vsi gumbi poklikani in se je odločila, da ne bo šla in so to vun vrezali glih zaradi tega, ker je pač policija ta video spustila v javnost in pač niso hoteli še neke druge osebe zdaj izpostavljati na ta način in pač torej, da ta oseba, ki je na posnetku, sicer nima neke konkretne veze z tem, kaj se je zgodilo z Elizo, pač niso hoteli izpostavljati, kar se mi zdi dokaj okej. Zdaj, glede videa se pa gremo na najdbo trupla. Kot sem rekla, so truplo najdli samo zaradi tega, ker so se stanovalci oziroma gosti tega hotela pritoževali nad pritiskom vode, torej da bi bil premali pritisk vode. Pritoževali so se nad čudnim okusom vode in pa nad čudnim izgledom, torej barvi vode.
Fora pa je v tem, da so policisti že preiskovali to streho nekaj dni pred tem, ampak niso se dotaknili teh zbiralcev vode, ker so mislili, zakaj je bila tam not, ne? Glih ta not je bila, teda so šli potem preveriti, oziroma uslužbenec je šel preveriti in tam našel Elizo v enem izmed teh zbiralnikov vode, ful grozno. Potem so prišli policisti oziroma vsi ti strokovnjaki in edini način, kako so njo lahko ven dobili, je bilo tako, da so odrezali ta zbiralnik vode in so ga spraznili in pač, ker niso mogli na truplo dvigniti iz tiste lukne, v katero ona noter, sploh ne vem, to je govorila kasneje, to je lukno, kjer je ona not šla in niso mogli ven dobiti. So našli v jutranjih urah 19. februara leta 2013. Našli so jo v enem izmed 4 tankov vode, teh zbiralcev vode, ki pa so imele okoli 3000 oziroma natančno 3785 litrov vode. 21. februara je Los Angeles Coroner's Office so v bistvu izdali, da je bilo, mislim, da je vzrok njene smrti bilo accidental drowning, torej da naj bi se utopila po pomoti, kar je, kot si lahko zamislite, spet ful razburilo predvsem javnost, starše, pač vse ljudi, ki so videli ta video, ki so videli, kaj se dogaja, pač večina ljudi ni verjela, da je to bil accidental drowning, torej ljudje so bili razburjeni, so bili pač, kak bi se ona vtopila, mislim, halo, kdo se gre gor, kaj? Rekli so, da naj bi umrla, kot sem rekla, da je pač se vtopila, ampak menijo, da je bilo to zaradi njene bipolarne motnje, torej pač da naj bi se ona vtopila zaradi tega, da ni doben vtopil, da je ni doben umoril. Njeno telo so našli nago v tem zbiralniku vode, oblačila pa so plavala v vodi zraven nje, torej pač kak je ona to naredila, noben ne ve. Zraven sebe pa je imela še uro in pa kartico za v sobo. Kot se zamislite, njeno truplo bilo zelo že razgrajeno tam noter in pa napihnjeno oziroma bloated. Potem pa rekli so, da ni bilo dobenih znakov, dobene fizičnega nasilja, spolnega nasilja, pač nič kaj tajega. Toksični testi so pokazali, pač so bili nejasni oziroma nezanesljivi, torej niso mogli potrditi, če je imela kaj v krvi, ker ni bilo dovolj krvi, da bi jo lahko z tega preverili. So pa našli te njene tablete, ki jih je jedla, torej v njenem sistemu so našli te za bipolarno motnjo tablete, našli so pa tudi dvojne tablete, ki ni imela predpisanih, ampak to je pač Ibuprofen. Tega je bilo ful malo, tudi neki 0,02% alkohola imela v sebi, kar je tudi minimalno. Ok, to je v bistvu vse to o njeni smrti, zdaj pa gremo na nerazložene oziroma nejasne stvari, ki v bistvu naredijo to njeno smrt zelo bizarno in nerazumljivo večini prebivalcev. Večini ljudi. Kljub temu, da so rekli, da je ona se vtopila, pa niso znali oziroma niso razložili, kako bi Eliza sploh prišla v ta zbiralnik vode, kako bi ona splezala tega gor, zaradi tega, ker ne vem, če imam kaj slike, ampak če so slike, lahko tam vidite, da ta lestev sploh ni od poda gor, teda bi se ona prvo mogla gor face potegniti, kako skočiti gor, teda že tja gor ni najlažje splezati. Potem ta pokrov, ki bi ga ona mogla odpreti, je zelo težki, kar večina ljudi misli, da ona tega ne bi mogla narediti, da je prvo mogla to odpreti. Potem bi se ona mogla še vedno odločiti, da bo splezala tja noter, ali pa padla je tam noter, ampak še vedno je mogla ta pokrov tudi zapreti, ker je bilo zaprto, ko so prišli, kar je pač vse skupaj je tako malo čudno, ko tako gledaš. Sploh ne vejo, kako naj bi prišla gor na streho, zaradi tega, ker naj bi vrata in stopnice, ki vodijo na streho, bi naj bile zaklenjene in edino, kdo bi lahko dostopal do tja, je nekdo, ki ima ključ, torej delavec tega hotela. Torej, oni lahko samo to odprejo, kar je tako malo čudno in zato veliko ljudi verjame, da je ubil nekdo iz hotela. In če bi hotel ti na silo ta vrata odpreti, naj bi se vklopil alarm. Ljudje ne razumejo, da bi ona lahko tja gor prišla brez pomoči njegove drugega. Oziroma že to, da bi jo nekdo sam tja gor odnesel človek, je zelo tako rahlo neverjetno, ker da so njo ven dobili, so rabili ful ljudi in pa odpreti so mogli celi tank, tako da pač, ne vem, ful čudno. Prav tako so tudi psi iskali, kot sem rekla, ki so dejansko trenirani za to in niso našli dobene sledi nje, ne na strehi, ne nikjer v hotelu, kar je ful fucking creepy. Sicer pa ji niso bili blizu tistih tam, mislim, do tistih zbiralnikov vode, vseeno se mi zdi, da bi našli sled njeno, kar je tako, creepy. Dosti ljudi misli, da bila še vedno pod vplivom drog, ampak da naj bi se pač, ko se telo
razgrajalo, čez čas se je razgradilo skoraj že, mislim skoraj pač. Je bilo v tem procesu razgradnje, naj bi, pač ljudje verjamejo, da naj bi se tudi razgradile vse te snovi, ki so bile v njej. Mnogi menijo, da tudi nikjer ni javnih, oziroma da ni podatkov dejansko, če je bila spolno zlorabljena, torej da pač to manjka v njeni obdukciji. Tudi nekaj piše, da je imela neko kri, pač neki delčki, mislim, da krvi ali nečesa so bili najdeni, ki se ujema z njenim anusom. In dosti misli, da bi lahko to znaki spolnega nasilja, sicer pa so zdravniki rekli, da bi lahko bilo tudi to zaradi tega, ker je, kot sem rekla, bilo telo v procesu razgradnje in naj bi bilo ful napihnjeno in bi se to lahko zgodilo v tem procesu, ne dejansko, da je to nekdo nje naredil. Policisti so sicer rekli, da je bilo pač accidental, ampak veliko ljudi meni, da je bilo, oziroma veliko teh ljudi, ki so dejansko bili v tej raziskavi, menijo, da je še vedno njena smrt undetermined, torej nedoločena, da ne vejo, zakaj je umrl, da ne vejo, če res ni bilo nesreča, ne vejo, če je bil umor, ne vejo, če je bil samomor, ne vejo, pojma nimajo. Zdaj pa gremo na tisti Tumblr, ko sem vam govorila. Glavnem, nekaj dni po njeni smrti, oziroma mislim, da celo nekaj tednov, glavnem, po njeni smrti se je na njen Tumblr page, oziroma so se na njen Tumblr page objavljali posti, slike, glavnem full creepy, potem ko ona že dansko umrla, oziroma ko so našli njo truplo. Sicer, ko sem rekla, dosti ljudi zdaj spet meni, da je imela scheduled posts, torej da je imela načrtovane, tako pa lahko videa načrtuješ, kar je, pač se je bilo zgodilo, sem ne vem, če je to Tumblr imel to opcijo, pojma nimam, ampak to ljudje menijo, da je pač imela načrtovano, ampak vseeno je full creepy, pač full creepy. Njeno smrt so primerjali z enim filmom, oziroma smrt ene osebe v enem filmu, in sicer Dark Water, ki je bil izdan leta 2005. To si lahko pregledate, ne bom zdaj vse govorila, ne bom zdaj se povezovala, ker po mojem bo itak ta video že kar dolg. V glavnem, ja. Potem tudi ABC series How to Get Away with Murder, ima pa je podoben storyline. Tudi neki film se posnel, neki Hungry Ghost Ritual. Je pa tudi teorija, da naj bi njena smrt bila posledica duha oziroma nekih supernaturalnih dogajanj. Zdaj pa zakaj? Zato, ker so se smrti že dogajale v tem Cecil hotelu prej. Dejansko mislim, da je bilo kar nekaj samomorov in pa umorov, ampak tudi v času leta 1980 je tam prebival en serijski morilec po imenu Richard Ramirez, ki je ubil v tem času 13 ljudi in kot sem rekla, je živel v tistem hotelu v eni sobi in sicer na 14. nadstropju. In pa še en drugi serijski morilec po imenu Jack Unterweger, ne vem, ker ne vem, skod je, da nekako bi nagasila ta primek. Pa je tudi tam živel okoli leta 1991 in tudi on je tudi on je ubil okoli 3 prostitutke v tistem času, tako da tam so bili samomori, umori, serijski morilci, glavnem full creepy. To stvari se je zgodilo, da bi lahko bilo neke paranormalne, supernaturalne activity tam. Tako da, ja, pač ker kot vidiš tisti video, sem jaz prvo pomislila na neke take creepy stvari, supernaturalne stvari, ker pač izgleda crazy. Torej, kot sem rekla, jaz mislim, da je dejansko bila nesreča, oziroma sploh ne vem, kako bi jaz razložila, da on te noter padla. Meni se zelo ne zdi realno, da bi to ona naredila, pa da bi naredil to nekdo drug človek, da jaz mislim, da je dejansko imela neko motnjo, mislim, to bipolarni napad in ker se mi zdi, da pač kot človek se ne zaveda samega sebe, lahko naredi ful zanimiv, mislim, ful nenaravne stvari. Ne vem, tako ne fore, kako adrenalin bi lahko avto dvignil pa take stvari, teda se mi zdi, da mogoče, ko ona ni vedela, kaj se dogaja, je lahko naredila malo bolj nadnaravne stvari, če je tako mislim, mogoče se to čuje ful glupo, ampak mogoče v tistem času je pač lahko tam dvignila, mogoče je tam gor na ono splezala, bog ve kak, ker ko se vidi tam, kaj dela z rokami, I don't even know. To mislim, se je lahko zgodilo, da je dejansko imela neki napad. Druga stvar, kaj pa jaz mislim, da bi se lahko zgodila, pa je, da bi bilo nekaj supernatural, torej, ne vem, duhovi, karkoli, nekaj full fucking creepy, possessed bitch, I don't even know, ne, to vse. To, ampak to se mi, mislim, ne vem. Zadnja stvar, ki pa, edino, če bi kdo jo dansko ubil, pa jaz mislim, da bi bil nekdo, ki je delal v tem hotelu, ker prav kot prvo, manjka nekaj videa, zdaj pa ne veš, če je policija bi vzela ali oni.
Pač tista oseba je mogla videti, kako so kamere nastavljene, torej da nikjer ni dobene sence od osebe, če bi bila kjera zraven, takrat, ko je ona tisto čudno stvar delala v dvigalu. Potem na streho lahko pridejo s tem, ko imajo ključe pa vse, pa če je nekdo, ki dansko včasih čisti te vodne zbiralnike oziroma zbiralce vode, je lahko vedel, kje je ta lestev, da prideš tja gor. In pa potem, če je pač neki moški, ki to dela redno, je že tak navajen dvigniti ta pokrov in ga tudi nazaj zapret. Ta se mi pa zdi, da če je nekdo bil, da je ziher skoraj nekdo, ki je delal tam v tistem hotelu, ki je bil seznanjen s tem, kak dela, vedel, kak so kamere, vedel, kak je vse, pač, ne vem, to se mi zdi najbolj logično, da če je kdo dansko bil, da je bila to ta ista oseba. Jaz močno vem, da je delala samomor, tako eni mislijo, da je bila pač, da je delala samomor, ker to se mi zdi tako nerealno, po mojem bi enostavno skočila dol z tiste strehe. Spodaj bom linkala vse linke od tam, ko sem jaz raziskovala, glih zaradi tega, ker če vas še kaj več zanima, če bi še bolj podrobno prebrali, lahko spodaj preberete. Če imate kakršnekoli teorije, mi lahko napišete, upam, da se nisem kaj zmotila, upam, da sem se povedala, v glavnem, spodaj so linki, večinoma jih pustim, včasih jih pozabim, v glavnem danes bojo, tako da jih res idete prečekirati pa prebrati. Ja. To o njej, upam, da sem se povedala, upam, da je v redu, ker zdaj sem tako se slabo počutila, da upam, da nisem kaj pozabila. Če vam je bil ta video všeč, ga lajkajte, ne pozabite se naročiti, naslednji teden prije še eno disappearance od neke osebe, tako da zdaj bomo malo spet nazaj te pravi true crime videi. Če imate kaj ideje, lahko vedno pustite spodaj, jaz vam furala, hvala za 8500, love you so much. Ne vem, kaj sem naredila, da si vas zaslužim. Tia.